pomen neodvisnih in profesionalnih medijev verjamem, da vam je vsem popolnoma jasen. V bistvu je temeljno vprašanje, kako zagotoviti dolgoročno vzdržnost tega našega medijskega ekosistema, zato da bi bila uredništva neodvisna, pa da bi bil model tudi finančno vzdržen. Jaz pa v tej fazi brez dvoma lahko povem to, da je bolj enostavno medijsko svobodo obraniti, kot pa na novo postavljati. Prejšnji teden smo bili v Bruslju, kjer smo imeli sestanek ministrov za kulturo. Vsi smo načelno podprli pripravo in pa pobudo sploh, da se o tem začne govoriti tudi na ravni Evropske unije. Ta akt o medijski svobodi je tako prvi dokument, ki ga je Evropa na tej ravni na področju medijev sploh sprejela. Mislim, Evropa, govorimo o Evropski komisiji, zaradi tega, ker so se države do zdaj medijski politiki oziroma medijski regulaciji zelo izogibale. Enostavno zaradi tega, ker ni bilo politične volje, da bi se v medije oziroma nobena država članica ni bila pripravljena od kogarkoli poslušati kakršnihkoli navodil, kaj naj s svojimi mediji počne. Tudi v Sloveniji ne vemo, da tako rečem, kakšna bo naša medijska prihodnost, tudi kakšna bo prihodnost navsezadnje človekovih pravic in vseh ostalih vidikov svobode izražanja. Danes se nam zdi nenavadno, ampak spomnite se tistega znamenitega posnetka novinarke Pop TV-ja Katarine Matejčič, ki se pogovarja z ministrom, okoli njega pa policisti v polni bojni opremi z mitraljezi pred seboj. To je zadeva, ki je v Sloveniji, v Ljubljani ali v kakšni podobni državi na takšni osnovi se jo ne spomnimo in je to dober opomnik, da neke stvari ne smemo in ne moramo imeti za samoumevne. Ampak jaz mislim, da moramo mi, tudi zaradi izkušenj v Sloveniji, s prejšnjo vlado, moramo zakon zastaviti kar se da ambiciozno, po mojem mnenju. In seveda je pomembno, da se širijo dobre prakse z držav članic na drugo državo članico, ampak to preprosto ni dovolj. In zato preprosto ta akt potrebujemo oziroma ta zakon, ki bo imel oziroma določal mehanizme, da se prepreči in nazadovanje svobode medijev in da se prepreči politične prevzeme, prikrito politično financiranje, oglaševanje, sumljive, kakršnekoli že prevzeme zasebnih medijev, koncentracija lastništva in tako naprej. In tukaj omejitev teh dopolnitev zame osebno ni oziroma ne bo smelo biti.